glede na to, da smo že omenjali besedo kurba in da tudi vemo, da je politika kurba, presekajmo tole temo in skočimo na koncu za zadnjih 5 minut naše oddaje. Pa nočem, da preveč zafilozofirajo, ker imam tega res poln kufer, ampak moje vprašanje vama je sledeče. Zakaj čisto vsaka vlada do zdaj, pa od leta 1991 naprej, ni sposobna brez afer? Torej, ta najnovejša vlada, zdaj Janševa, ki je prišla ponovno nazaj, razumeš, začnejo, pa gre za tako občutljivo zadevo, kot je virus, kot so maske, respiratorji, ventilatorji, neko stvar, kjer ne smeš početi bedarij, oslari. In evo, imamo nove afere, imamo nove škandale, imamo nove pizdarije in moje vprašanje še enkrat je, ali res ni možno imeti v Sloveniji vlade brez afer? Jerca. Je možno, ko bomo izvolili takšne profesionalce, ki bodo neodvisni in ki bodo delali res za to, kar govorijo v predvolilnih kampanjah, za dobrobit naroda. Problem Slovenije je, da smo prestopili iz enega v drug sistem, da se je 30 let kadriralo po negativni selekciji, ni važno, kaj znaš, ampak čigav si, da so navlekli vse možne kadre, ki so vedno želeli poskrbeti za sebe in za svoje prijatelje in sorodnike, in da se nikoli ni zares nobenega preganjalo, reguliralo stvari, ki so jih narobe počeli. To je stvar politične nizke kulture. V tujini imaš ti profesionalne politike, ki vedo, kaj delajo, pri nas pa so rekli temu lokalne šerife ali tehnološke viške, ki se dajo na liste za poslance in jih potem izvolimo. No, pa če te vprašam drugače, zakaj pa vsi te politiki, ki so to, kar praviš, ne znajo pa to tako speljati, da jih pa ne bi odkrili? Zakaj na vse zadnje odkrijemo in ugotovimo njihove barabije? To, da ni nobeno zaporo, to je druga tema. Ampak če so že taki frajeri, zakaj so hkrati tako butasti, da vse pride na plano? Zato, ker so neprofesionalci in tam in tukaj in se ne znajo iti profesionalno niti biznisa pod mizo, niti biznisa na mizi. In to je temeljni problem slovenske politike, kot je rekel en naš mislec, oblast je kot luč, na katero se lepijo vešče in ko se ti med seboj zvohajo in med seboj umivajo roke, potem se delajo biznisi v vse smeri. Nekatere države so nas poimenovale celo balkanski posli, če se spominjata iz časov orožarskih afer, da smo koruptivna dežela, s katero je treba pač znati po balkansko. To pove največ o nas samih. Wolf, kaj pa ti praviš na to? Jaz mislim, da zvoliti ne moreš nobenega politika, ki naj ne bi bil malo korumpiran. Zakaj ne? Zakaj ne? Da problem politike svetovne, tudi v Ameriki imamo to, skozi smo imeli na pladnju, enostavno, tako kot politika funkcionira, je nemogoče, da ostaneš čist in dober in pomagaš in probaš ker vsi ti politiki so prišli gor z enim namenom, da bojo nekaj dobrega naredili. Cela ta politična zgodba je ponarejena, da enostavno s temi poleni, ki si jih mečejo, nožek si zabadajo v hrbet, ne moreš ostati enostavno takšen, kot si imel namen biti, ko si prišel na... No, jaz se s tem ne morem strinjati, ker človek, če ima neko etiko in moralo visoko postavljeno, tudi če pride na oblast, ne bo postal lump. Lump si ali pa nisi. Če pa ti prsti v marmeladi postanejo bolj sladki, potem je to problem pač nas vseh, ki to plačujemo in gledamo. Vsi radi marmelado jejo, tako da jaz mislim, da to ni čisto resno, kar praviš. Jerca, če gremo od marmelade, ki je res sladka, ampak dobro, tudi marmelade se preubiješ, pa te pa želodec boli, ampak to sem hotel reči. Vse so prišli v vseh teh letih tudi kakšni novi obrazi, ampak pridejo, pa se potem izkaže, da je od zadaj nekdo, pa da v resnici niso bili novi, ali pa ljudje rečejo, kaj je ta zelenec, ta nič ne zna, dajmo raje stare voliti. Torej tudi volivci so v končni fazi neumni, da vedno znova izvolijo ljudi, ki imajo že milijone afer za sabo. Ni res? Ja, Slovenci sploh mislimo, da bo vedno vsaka garnitura nova, novi obrazi, zdaj bomo pa končno je nekdo, ki pa bo res naredil nekaj dobrega. Tukaj je nek arhetip politika,
ki je očitno nagnjen k temu, da se mu bodo lepile mušice na lepljive prste. Kajti mnogo ljudi, ki so jih nagovarjali k temu, da bi šli v politiko in se ukvarjajo z resnimi posli ali nekimi življenjskimi uspešnimi zgodbami, se za to niso odločili. Verjetno že vedo, zakaj ne. Jerca, moram te prekiniti, ker smo prišli čisto na koncu vdaje. Wolf, samo ja ali ne? Boš kandidiral za predsednika, ko Pahor konča? Živ ne. Hvala lepa, to je bil No Faktor. Z mano sta bila Jerca Legant-Cvikl in Božidar Wolfgang Wolf. Mi se vidimo jutri ob 19:15 in kaj ne rečem drugega kot politika je kurba, ne? In to bo ostalo. Čau, čau, čau.